Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Današnja oddaja je Matičeva oddaja. Ja, povej. Kjer dan je danes? Danes je 8. februar. Ja, in kaj to pomeni? To pomeni, da imamo frej in da smo doma. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker je na ta dan umrl naš slovenski pesnik France Prešeren. Tako je. In zato bomo danes imeli eno oddajo o en kviz. Lahko, veš, tak osnovnošolski, pa srednješolski kviz, ki ga pri slovenščini imel, tako malo o literaturi, v kulturi. Slovenski se pravi, veš, prva knjiga. Da te vidim, koliko se to še tako zapomni. Jaz slovenščine nisem imel glih lepih ocen, saj v srednji šoli, ampak... Ne se zdaj izgovarjati. Ne, povem za naprej, če kaj nam vedno. Če kaj ne bo vedel. Da pač, sej vem, ne, sej sem pameten, samo zdaj že dolg velik let je iz srednje šole zaradi tega. Tako da ja. Drugač imaš danes in vi, danes imaš zastonj muzeje in tako naprej. Lahko si kaj obnoviš znanje, pa greš te kaj pogledati. Cool. Češ. Ja, tako. Dobar, prvo vprašanje. Kdaj se je rodil in kdaj je umrl France Prešeren? Ok, umrl je pač 8. februarja. Ja? To je znano 1849. Je tako? Ja. Ja. Rodil se je pa 1800, to je bilo meni ful lahko zaradi tega, ker je bilo pač lepo okrogla. Nek začetek decembra je bil. Je bil 3. december, če se prav spomnim. Bravo. Ja. Druga zadeva, znaš našteti 5 njegovih del. 5 njegovih del? To spet ni tok, spet problem. Ja. Seveda je zdravljica. Okay. Pol imamo povodni mož. Nekaj, Urška. Ja, tako. Kaj ima še? Sonetni venec. Bravo, Primicevi Juliji. Tako. Pol imamo krst pri Savici. Bravo, Črtomirja. Pol imamo pa še... Se sem spomnil, veš? Ne dej. Turjaška Rozamunda. Bravo. Bravo. In je vam imaš 5 njegovih del. Ja. Bravo. In ker so jih prej omenjala Primicevo Julijo. Ok, ja. Se pravi, v literaturi je nekaj, kar se imenuje kraj nesrečnega imena. Okay. To je kraj, kjer je Prešeren prvič videl svojo Julijo. In se mogoče veš, kje bi to bilo. Kje je kraj nesrečnega imena? To sme pa dubo. Neko Ljubljan. No, evo, to imaš prav. Trnovska cerkev. Aha, no vidiš. To nisem vedel, ampak ok. Vedel sem, da je v Ljubljani. To je pol odgovora že. Vsaj to. Ja. Prej smo omenili Črtomira, krst pri Savici. Okay. In se spomniš kaj približno, o čem se dogaja, no? Približno. In zakaj se on bojuje, oziroma proti čem se bojuje? Da je kri tekla v potokih. Čakaj že boj med ping in se odvija. Se borili so se dve vojski, ena je bila pa pomagi. Ena je bila krščanska, proti... Kaj so Slovani prišli, so bili kaj? V očeh kristjanov? Pogani, ja, on se je boril za poganstvo proti krščanski veri. Ja, tako, zdaj sem vedel. 5. vprašanje. Okay. Prešeren se je družil z dosti ljudmi. Ja. Bil je kaj že... Ljudski človek. Ljudski človek in doktor Fik. Bravo. Ja. In z enim intelektualcem ga pa posebej povezujemo. Okay. In če mogoče veš, kdo je ta intelektualc? Poliglot. Vem. Čak sam, da se spomnim. Čop je bil, a ne? Ja? Istok Čop. Ne, ni Istok Čop, Matija Čop. Bravo. Matija Čop, kot sem rekel, poliglot. Koliko jezikov misliš, da je znal govoriti?
Velikih je znal. Nisem vedel sploh, da je znal ful jezikov govoriti, ampak rekel bi, če je bil poliglot, ne 10 sigurno. No, ne vem čisto točno, ampak 19-20 je odgovor. Kako ne vejo, vprašaj nekaj. Nekaj vprašaj, ne? Ja. Okay. Koliko znaš? Zdaj se od pesmi gremo na stran in gremo v drugo smer. Okay. Prvi slovenski roman se imenuje 10. brat. Bravo. Imamo zelo zanimivo to literarno zgodovino. Okay. Največji slovenski pesnik je bil Pijanc. Največji pisatelj je bil Pijanc. Največji literarni junak, Krpan, je bil Švercer. Tako da to smo kar smo, ne? Ja, smo. Kar se tega tiče. Kaj sem hotel reči, to pove o slovenski, zakaj tako radi pijemo, zakaj tako radi se imamo fino, ker je že v bistvu naša zgodovina kaže na to, da so uspešni slovenski radi, kulturniki, če ga pijejo. Tako. Hvala, ker me dopolnjuješ. Očitno ima pijača nekaj s tem. Tako. So uspešni bili. Tako. Več jih je bilo neuspešnih. Ampak dobro, to nima veze. Oni itak niso pomembni, zaradi tega, ker nismo jih nikoli omenjali. Tako da očitno res niso bili. Ja. Se pravi, Cankar. Okay. Prva knjiga v slovenščini je napisal Trubar. Ja. In ta knjiga se imenuje Abecednik. Katekizem in abecednik. Oboje. Ali so to dve knjige? Katekizem z abecednikom. Abecednik je v bistvu nek slovar. To je... Okay. Kdaj je bila napisana? Kdaj je bila napisana? 1500 dobrih tam nekaj. Ja, še malo. 1550, evo. 51. A ni slišal, ko sem te rekel. 1555, da še 2 petki dodaj. 1555. Nisem te poslušal, sorry. Poslušati moraš ljudi, ki ti hočejo pomagati. Ne? Res je. To je dober nauk. Torej, katekizem. Anton Tomaž Linhart je napisal prvo slovensko komedijo. In ta se imenuje Čakaj, vem. Maš, ajde. Županova Micka. Pa ti oblaja, ti smo v slabo slovenščino. Ja, lej. Lepa. Ena malo bolj bliže geografsko nam, kje se je rodil Janez Trdina? V Mengšu, tle. Mislim pač ne tle. Kje točno? Zraven cerkve, pač gor. Melodija, ja, tako. Tam, kaj nasprot, kaj je spomenik, ne? Tako je. Ja. A veš, da je bil spomenik postavljen? Nimam pojma. 1955, čeprav vem. Ampak dobro, to pustimo to. Ok, gremo naprej. Kdaj je dan samostojnosti? 26. december. Dan državnosti? Kaj imamo 2 praznika? To je pa... Tukaj ni posebnih, kaj imamo. Juni... Ja? 25. 25. juni. Ja. Pa Gregor, če to veš, boš tudi vedel, kakšna je slovenska zastava. Slovenska zastava je pa kaj, kakšna je? Mislim, po barvah. Kako grejo od vrha? Bela, modra, rdeča. Bravo. To nam je v bistvu v osnovni šoli, nam je enkrat ena učiteljica rekla, če se ne boste kdaj zapomnili, kako grejo barve slovenske zastave, se spomnite na avto BMW, ne? In pač BMW bela, modra, tista, ki pa še ostane pa rdeča. Tako sem si jaz včasih. Kjera pa je bila to? A veš, da dele ne vem točno, da ne bom kaj narobe rekel. No, ampak dobro, pač. Ja, na tak način, kaj ne vem, si lahko zdaj na ta način zapomni. Imamo pa tudi grb v zastavi. Ja, je res. Ki je kakšen? Kaj je gor narisano? Kaj je no? 3 glavje, spodaj teče Sava, pol so 3 zvezdice celske in to je to. In še kaj? Še kaj? Ko pa še? Je to, a ni? Ja, pač. Ja, ne, to je to, ja. Okay. Sem se že ustrašil, da kaj ne vem, da je še zastav. Ok, in zdaj so v bistvu na konc prišla. Ok.
Ja? Kjer Slovenci napisal največ knjig? Kjer Slovenci napisal največ knjig? Ti pomagam, če. Še. Pomagi mi, nimam pojma. To bilo Minkše je. Pa vaš sosed bil skoraj. Saj tam nek doma, mislim, da. Sivc? Sivc, ja. Ivan Sivc je napisal, mislim, da je 151 knjig napisal. Cool. Ja. Cool. Pa skoraj moj sosed, a veš. A je tam nekaj doma? Ja, 2 ulice naprej. Ja, to je to. Jaz sploh ne vem, kje stvar ti nisi znal. Tako da bravo. Gleda, očitno obvlada je ta prav slovenski, kot rekel. Ja, seveda, to je zdaj za vse učiteljice. Ki so rekli, ne, to pa ne. To je za 2. Glej, vidiš, zdaj vem. Ja. Ja, no, to je pa to. Ne vem, če bi še kaj povedal. Praznike izkoristite ga, ker smo doma. Tako je. Lep praznik, danes lepo uživite. Fajn je, ker smo lahko doma. Se strinjam. Smo praznike zdaj, vse praznike doma. Ja, jaz sem doma, ker smo ponavadi delali, zdaj smo pa jutri doma, tako da sem ful vesel. Edino pravilno. Sam še nedelje bi mogel mislim pač, da ni treba delati. Ni treba delati. Mislim, to bi mogli, ne vem zakaj se to sploh še gremo. Ja, lej, pač zaradi tega, ker pač ti trgovski centri zaslužijo velike pare, pa malo plačajo delavcem, ki delajo, oni so pa itak doma. Enkrat sem slišal, ker je pa Patrol več zaslužil. Kaj je zdaj fora? Del pa... Kaj? Ja. Mislim, pač, lej, oni morajo 24 ur delati, zaradi tega, ker če ti pač zmanjka benzina, boš pač, moraš je tankati. Si ne delajo vsi Petroli, se jih je samo ene par, ki jih je 24 ur odprtih. Glavno, to sem slišal enkrat za izgovor. Pač Petrol bo več zaslužil. Kako pa lahko v Nemčiji pa v Avstriji imajo vse nedelje zaprte, pa so čist lepo razvite države. Belkami? Ja, bela, ne. Ampak mi pa ne moramo zaradi tega, ker to je pa, lej, to je samo požrešnost v njih. Čeprav vse sem bil referendum za ukinitev, pa ker ni šlo pa čez. Logično, zaradi tega, ker itak une velike žvine nočijo, ker pač itak oni so doma. Pojdi ti delati v nedelo, pa da te vidim, pa dej še unim, ali pa dej, veš kaj nared, tist, ki bo prišel v nedelo kupiti, naj plača trojno, pa tist, ki bo delal, naj ima tudi plačo trojno. In to je to. In je zadeva rešena, da te vidim, koliko folka bo hodil še v nedelo. Pa bojo oni fajn zaslužili, zaradi tega, ker tist, ki bo prišel, bo velik, ki bo delal, bo tudi z veseljem prišel, ker ve, da bo dobil trojno plačan, ti už pa pač colov, zaradi tega, ker pač si len in ne moreš iti v soboto ali pa v ponedeljki. Zadeva rešena. Vidiš, iz kulturne misli smo prišla na neko problematiko dela v nedeljah. To naj bo pa to, ne? Tako, s tem zaključujeva današnjo oddajo. Lepo preživite današnji dan, pa se vidimo, ko se zagledamo. Tako je, lep petek.